Med prvimi so v novo leto skočili na Novi Zelandiji. Znameniti Sky Tower je osvetlilo okoli 3000 raket. Na ognjemet, ki je trajal več kot 5 minut, so se organizatorji pripravljali zadnjih 6 mesecev. Kot vedno je bilo spektakularno tudi v Sidnejskem zalivu. Avstralci so v letu 2018 skočili z največjim ognjemetom doslej. Ognjemet je trajal skoraj 12 minut, na obalah zaliva pa si ga je ogledalo več kot 2,5 milijona ljudi. Praznično je bilo tudi v Severni Koreji, kjer so tokrat izstrelili precej manj smrtonosne rakete, kot so bile tiste, s katerimi je Pjongjang izzival v letu 2017. Zažarelo je tudi nebo nad atensko Akropolo. Kljub mrzlemu vremenu je ognjemet občudovalo več tisoč Grkov, ki upajo, da bo leto 2018 prineslo gospodarsko okrevanje države, ki se je v minulih letih znašla na kolenih. Ko je Big Ben odzvonil polnoč, je nebo nad Londonom zažarelo v spektakularni in barviti predstavi, ki so jo spremljali milijoni domačinov in turistov. Ples, glasba in pivo. Tako si praznovanje novega leta predstavljajo Nemci. Ognjemet nad znamenitimi brandenburškimi vrati je bil vrhunec novoletnega praznovanja v Berlinu. Brezčasne Elizejske poljane v Parizu so bile napolnjene do zadnjega kotička. Na 10 tisoče Francozov in turistov je čakalo na polnoč in spektakularen ognjemet, ki je ob dobrih željah in kozarčku odličnega francoskega vina napovedal veliko dobrega v novem letu. Več kot 2 milijona ljudi se je zabavalo na znameniti plaži Copacabana v Rio de Janeiro. Pred 17 minut dolgim ognjemetom so zbrane zabavali nastopajoči iz najboljših šol sambe v Braziliji. Veliko razlogov za optimizem so imeli tudi v Bagdadu. Po 3 letih se je Irak namreč končno otresel okupacije Islamske države. Zato so Iračani na ulicah prestolnice lahko bolj mirno opazovali ognjemet. Veličastno in nepozabno je bilo na Kitajskem, kjer so se od leta 2017 poslovili s spektakularnimi ognjemeti in tradicionalnimi umetniškimi točkami. Največ ljudi se je zbralo v Pekingu. Verjetno najbolj znano praznovanje novega leta tudi letos ni razočaralo. Na newyorškem Times Squareu se je pri -17 stopinjah Celzija zbralo približno 2 milijona ljudi. Ti so z navdušenjem pospremili spust kristalne krogle. Gre za tradicijo, ki traja že od leta 1907 in zadnji dan v letu v središče New Yorka privabi več milijonov ljudi.